Zdaj, ko vojna med Rusijo in Ukrajino še vedno divja, je Kijev našel edinstveno novo tarčo. Wildberries. To je največji spletni trgovec v Rusiji, ki je v bistvu ruska različica Amazona. Od 18. julija so ukrajinske sile večkrat napadle skoraj 20 skladišč tega e-trgovskega velikana z droni. In trdijo, da so to logistični centri, ki podpirajo rusko vojsko. In ti napadi so v Rusiji vzbudili izjemno pozornost, saj je Wildberries podjetje, pri katerem navadni Rusi naročajo vsak dan. Zadeti to podjetje pošilja namerno sporočilo. Vojna ni več omejena samo na fronto in noben kotiček vsakdanjega ruskega življenja ni nedosegljiv. Pomembno je poudariti, da Ukrajina sistematično stopnjuje svojo kampanjo napadov z brezpilotniki dolgega dosega proti ruskim rafinerijam nafte, gospodarska infrastruktura, zdaj tudi komercialna logistika. Vse z namenom, da se čim bolj zmoti dogajanje doma in poveča pritisk na Putina. Zdaj se nam pridružuje dr. Ela Itkin, gostujoča raziskovalka v ruskem programu na Inštitutu za nacionalne varnostne študije. Ela, kakšna je strateška logika napada na tarčo, kot je Wildberries? Dober večer, hvala Nataša. Torej, Wildberries je, kot ste rekli, največji spletni trgovec v državi in je povezan s Kremljem ter z vojnimi prizadevanji. Napad na Wildberries lahko razumemo kot del širše kampanje, usmerjene na infrastrukturo povezano z vojno. V zadnjih letih podjetje prodaja blago vojski, donira denar za fronto in dovoljuje, da ruska vojska uporablja nekatere njihove skladišča na okupiranih ukrajinskih ozemljih. Torej, z tega vidika podjetje ni zgolj civilna komercialna entiteta, ampak je povezano z rusko vojaško infrastrukturo in logistiko. Zanimivo. Torej je Wildberries ruski Amazon. Vemo, da ga milijoni navadnih Rusov uporabljajo vsak dan. Napad nanj je nameren poskus, da bi vojno nekako pripeljali v dnevne sobe. Lahko bi rekli, da so bili ljudje v Moskvi večinoma zaščiteni pred konfliktom. Kako učinkovita je ta strategija pri dejanskem spreminjanju ruskega javnega mnenja? Ali menite, da preprosto spodbuja nacionalistična čustva in združuje ljudi okoli Putina? No, vedno je težko oceniti javno mnenje v avtoritarni državi. Napad ima pomemben politični in gospodarski pomen. Sporoča, da je vojna prišla domov. Število neposrednih žrtev se zdi razmeroma omejeno, vendar so gospodarske posledice veliko širše. Približno 200.000 malih in srednje velikih podjetij je v napadu izgubilo blago, z malo možnosti za odškodnino. Če združimo slabšajoče se gospodarske razmere in naraščajoče nezadovoljstvo javnosti zaradi napadov ter izgube blaga in denarja z resno možnostjo nove mobilizacije, mislim, da je razumno reči, da v tej fazi vojne samo nacionalistična čustva morda ne bodo več dovolj za ohranjanje podpore javnosti. Ali obstaja usklajena strategija gospodarske vojne v ozadju teh napadov? Mislite, da na kakršenkoli merljiv način vplivajo na sposobnost Rusije, da financira in vzdržuje vojno? Mislim, da za tem obstaja ekonomska strategija. Gospodarska škoda, ki so jo povzročili napadi v zadnjih 2 tednih, že znaša več 100 milijard rubljev in bi lahko potencialno dosegla celo bilijone. Še posebej, ker še naprej gorijo skladišča. To bi lahko imelo širše gospodarske posledice, prispevalo k višji inflaciji in še dodatno poslabšalo že tako težko gospodarsko situacijo v Rusiji. Škoda ni omejena samo na Wildberries. Na koncu jo občutijo mala in srednje velika podjetja. Če to združimo s serijo ukrajinskih napadov na naftno in energetsko infrastrukturo. Infrastruktura je celotne sektorje ruskega gospodarstva postavila pod resen pritisk. Prav, dr. Ela Itkin, najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Zelo zanimivo je bilo slišati vaše mnenje. Hvala. Lahko noč. Lahko noč.